Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Na začetku samo nekaj drobnih tehničnih navodil. Kamere in zvok bomo med webinarjem vsem ugasnili in webinar posneli, povezavo na posnetek pa vam potem pošljemo na koncu v zaključni elektronski pošti. Torej, spoštovane profesorice, spoštovani profesorji slovenščine, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi, v družbi založbe Mladinska knjiga na webinarju Novosti pri pouku slovenščine v srednjih šolah. Moje ime je Tanja Svenšek in sem urednica učnih gradiv za slovenščino. Z mano pa so danes avtorji učbenikov za jezikovni pouk v srednji šoli Moč jezika. To so dr. Kozma Ahačič, sodobni slovenski jezikoslovec, vizionar sodobnega razvoja slovenščine in njene prihodnosti, ter predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Doktorica Irena Krapš-Vodopivec, dolgoletna profesorica slovenščine na Škofijski gimnaziji Vipava, dr. David Puc, dolgoletni profesor slovenščine na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani, in dr. Matej Šekli, izredni profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani na oddelku za slavistiko, ki raziskovalno deluje tudi v dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Avtorji bodo danes spregovorili o novostih na področju slovnice, pravopisa, zvrstnosti slovenskega jezika in o didaktičnih izzivih besedotvorja, kako so vključeni v učbenike za slovenščino Moč jezika od 1. do 3. letnika in letošnjo prihajajočo izdajo za 4. letnik, ter kako ta gradiva v praksi pripomorejo k sistematični krepitvi jezikovne zmožnosti iz letnika v letnik, ter tudi kakovostni pripravi na maturo. Zahvaljujemo se vam, ker ste se odzvali našemu vabilu. Predvidoma bo trajalo 1,5 s pogovorom na koncu in v tem pogovoru lahko predavateljem zastavite vprašanja. Vprašanja pa lahko pošiljate tudi že med webinarjem, jih zapišete v chat in bomo na katero odgovorili že sproti. Najpogostejša vprašanja pa objavljamo tudi v rubriki Pogosta vprašanja. Vabimo vas, da jo kar obiščete. Povezavo na njo pa ste prejeli v vabilu na webinar. Prav tako vas vabim, da si vse izdaje učbenikov Moč jezika pogledate tudi na izobraževalnem portalu založbe, to je e-šola.mk, kjer so interaktivne nadgradnje vseh tiskanih izdaj Moč jezika. Zraven so tudi bogati predlogi za delo v razredu, vključno z letno učno pripravo. Tako, zdaj pa besedo predajam kar prvemu govorcu, dr. Kozmi Ahačiču. Izvolite. Dober dan. Vse in vsakogar posebej prav lepo pozdravljam. Žal vas ne morem videti. Bilo bi odlično, če bi se lahko srečali v živo. Ampak izkazalo se je, da je dela v šoli v teh mesecih tako veliko, da je tak webinar kljub vsemu ena od vsaj deloma dobrih pridobitev časa koronavirusa. Zdaj, vsi vemo, da je učiti v šoli po eni strani nekaj najlepšega na svetu in da je še lepše učiti v šoli slovenščino. Z tega vidika vam kar malo zavidam, ker že mnogo let nisem več učitelj. Hkrati pa je v dobi sprememb tudi biti učitelj zelo naporno. Problem je namreč, da nekateri načini, ki so bili nekaj desetletij uspešni, ne delujejo več. Lahko imamo vtis, da vedno manj naučimo, da je znanja manj, dela pa vedno več.
Pri tem ne smemo pozabiti, da se nahajamo na eni taki veliki, čisto civilizacijski prelomnici. Z zelo podobnimi težavami, kot se mi ukvarjamo danes, so se namreč ukvarjali v času, s katerim se sam največ ukvarjam, v času, ko se je pojavila knjiga. Knjiga je bila enako velika revolucija, kakor sta danes revolucija po eni strani internet z družbenimi omrežji in hkrati še ta nenaden vdor velikih jezikovnih modelov, pa umetne inteligence in vsega drugega. No, in zgodovina nas uči, da ne smemo biti pesimistični. Mogoče se nam zdi kakšna stvar nerešljiva, ampak v resnici ni. Mi smo v jezikoslovju že dobrih 10 let nazaj kar precej slutili, v katero smer bo šel razvoj jezika in družbe. Zato se že od leta 2014 pripravljamo, da bi bili v Sloveniji na to čim bolje pripravljeni. Leta 2014 je izšel Fran, ki je omogočil slovenščino na spletu in ki je konec koncev omogočil to, da so se veliki jezikovni modeli lahko naučili tudi vseh slovenskih slovarjev. Skratka, zato ChatGPT tudi govori tako zelo dobro slovenščino. In to ne samo knjižno slovenščino, tudi pogovorno in starinsko slovenščino. No, potem leta 2017 sem pripravil slovnici, ki naj bi slovenščino popeljali v novo dobo, ko bo morala biti slovenščina predmet, ki bo predstavljal osnovo tudi za pouk in za opazovanje vseh različnih tujih jezikov v večjezičnem svetu, ki mora biti večjezičen, ne pa angleško enojezičen. No, na to smo leta 2021 izdali slovarski portal Franček in v ta komplet sodi tudi naše prizadevanje za popolnoma moderne učbenike slovenskega jezika, ki sledijo novemu svetu, ki je drugačen, zelo drugačen. Vi najbolje veste, ker ste z njim prek mladih v vsakdanjem stiku. No, če pogledamo zgodovinsko, vidimo, da smo imeli najprej obdobje Jožeta Toporišiča, Franceta Žagarja, nato pa velik prelom, leta 1998, komplet na pragu jezika in številne druge podobne učbenike. No, zaradi ta učbenik na pragu besedila je bil prelom in je bil v svojem času izredno sodoben. Zaradi sprememb po svetu se je pa začel počasi poslavljati, zato smo v letih 2018 do 2021 naredili tudi neko tako manjšo prenovo, pri kateri sem sodeloval tudi sam, ampak je predstavljala samo vmesno fazo do želenega cilja. No, zadnji korak v tej smeri pa so ob Franu Frančku kratkoslovnici, slovnični na kvadrat, tudi naši novi učbeniki Moč jezika. Najprej bi opozoril na dve zelo pomembni stvari, ki sta pri uporabi tega učbenika ključni za dober izkoristek. Najprej, v prvem letniku se čisto na začetku ponovi slovnico v celoti. In osnovo te ponovitve je dobro osvežiti vsako leto. Ključna je zavest v celoti in ne smemo pozabiti na eno stvar, ki je na začetku
ko srednje šole vedno malo delikatno. Ne vemo, koliko znajo učenci iz osnovne šole, ampak če pa natančneje pogledamo, kaj vse se v osnovni šoli učenci že učijo, pa lahko rečemo, da znajo ogromno. Samo to znanje je zaenkrat popolnoma neurejeno v najrazličnejših možnih predalčkih, brez nekega repa in glave. No, in zato je namen tega učbenika, da v prvem mesecu pouka slovenščine uredi celotno znanje, s tem privarčujemo, lahko vam povedo učitelji, ki so to preizkusili, kar veliko časa in živcev v prihodnjih letih. Drugo opozorilo pa je, da je učbenik narejen na tak način, da lahko snov po svoji presoji krajšamo. Skratka, to ni učbenik, kakor smo jih bili navajeni, da imamo en učbenik, pa vse obdelamo, gremo čisto vse po vrsti. To je učbenik za sodobni svet. Tu imamo najprej razlago za neko sprotno znanje, ki ga dijaki lahko usvojijo dolgotrajno ali pa tudi pozabijo. Potem imamo okvirčke s temeljnim znanjem pomnimo in z opozorili. To je tisto znanje, ki ga morajo dijaki ponesti v svet. Potem so okvirčki z najpogostejšimi napakami, ki jih dijaki naj si ogledajo vsakič pred pisanjem eseja. Zato, ker so tu zbrane napake, na katere največkrat naletimo pri eseju. No, in pa na koncu še nadgradnja s podrobnostmi, zanimivostmi, s katerimi pokažemo, ni nujno, da se o tem sploh pri pouku pogovarjate, ampak z njimi lahko pokažemo, da slovenščina ni nekaj preprostega, da ni to neko igračkanje z besedili, ampak da je to zanimiva znanost, da je to jezikoslovje, da je to veda o socialnih razsežnostih jezika. Jezik je pa vse. In da zato pri slovenščini, pri jeziku delamo v resnici najpomembnejšo stvar na svetu. No, in smo včeraj že dobili eno strinjanje z nesistematičnostjo v osnovni šoli. S tem se bomo spopadli, ampak zdaj boste verjetno še kakšne 4 leta dobivali učence, ki, verjemite, res veliko znajo, res se veliko naučijo. Lahko bi rešili že maturo srednješolsko določene naloge, ampak res, to znanje je razpršeno in zato ga moramo v srednji šoli sistematizirati in urediti. Osnove. Ne podrobnosti. Najbolj opazna sprememba v učbeniku in mojih slovnicah, ki vpliva na kar nekaj podrobnosti, je odločitev, da skladenjsko obravnavo besednih vrst, ki jo je v šoli zdaj poznala pa samo še Slovenija, zamenjamo za oblikoslovno, pomenoslovno obravnavo besednih vrst, kakor jih poznajo vsi sodobni evropski jeziki. No, in to je sprememba. To se ne smemo delati, da je nekaj, kar ne vpliva na jezikovni pouk, ampak to je sprememba, ki bistveno olajša celotno snov. Poglejmo si zato značilnosti obeh delitev besednih vrst. Skladenjska delitev besednih vrst, ki jo vi vsi dobro poznate iz fakultete,
uvedel jo je Jože Toporišič na Slovenskem. Ta delitev izhaja iz skladnje in zlasti iz vloge določene besede v določenem stavčnem členu. Je zelo pomembna za razvoj jezikoslovne znanosti, pomembna je zato, ker omogoča zelo natančne delitve, omogoča čim več različnih kategorij, no, ampak ravno to je slabost skladenjske delitve za šolsko rabo, kajti šolska raba pa hlepi po tem, da bi imela čim manj kategorij, da bi se učenci čim manj učili na pamet. No, in slaba stran skladenjske delitve je tudi, da je neuporabna za slovaropisje. Skratka, vsi dosedanji slovenski slovarji, razen slovenskega pravopisa 2001, so doslej uporabljali oblikoslovno-pomenoslovno delitev besednih vrst. Mi smo pa učili delitev v šolah, ki je slovarji niso uporabljali. No, tu imamo recimo en tak primer, kako je v SSKJ-2 tako prislov. V pravopisu iz leta 2001 in tudi v teoriji, kakor se jo uči v šolah, je pa to lahko zaimek, lahko je povedkovnik in lahko je člen. No, skladenjska delitev besednih vrst vzame za osnovo vlogo besed v skladnji, v stavku. Zato je osnovna delitev pregibnih besednih vrst na samostalniško besedo, pridevniško besedo in glagol. Za znanost, razen slovaropisja, je bilo to izredno uporabno, na primer zaimek, ker zaimek sam po sebi ni besedna vrsta, smo lahko začeli govoriti o zaimkih samostalniške besede, zaimkih pridevniške besede in tudi zaimkih prislovne besede. Ampak, ko to prenesemo v šolo, je bilo videti sprva tako. Samo od zaimkov smo imeli sprva 66 vrst, v trenutnih učbenikih je 42 vrst. No, in do česa je to vodilo? Da so nekateri učbeniki začeli enostavno delitve zaimkov črtati. Ali pa poenostavljati na tak način, da se reče, ja, te besedice so še vedno zaimki, samo v šoli jih ne bomo obravnavali. Ne? No, in to je vodilo do tega, to je vodilo k temu, da sistem ni več pokrival celote, zato ker je imel vedno več lukenj. Ne? Slovnica mora pa vedno pokrivati celoto. No, in če smo rekli, da skladenjska delitev besednih vrst izhaja iz skladnje, potem pa oblikoslovno-pomenoslovna delitev besednih vrst. To je pa ta delitev, ki jo prinaša ta učbenik, pa izhaja iz tega, da najprej loči besede na pregibne, samostalnik, pridevnik, zaimek, števnik, glagol in nepregibne. Prislov, členek, predlog, veznik, imenik. Šele na to pa jih razdeli tudi glede na pomen, vsaj za šolsko rabo. No, in tu imamo že eno bistveno razliko, na katero mogoče niti ne pomislim. Zato, ker zaimek ni več podtip samostalniške ali pridevniške
ali prislovne besede, ampak je samostojna besedna vrsta, ki vsebuje samo pregibne besede, ne moremo več govoriti o prislovnih zaimkih. Torej, kdaj, kako, kam, nikoli in tako naprej so zato prislovi. Tako kot so v SSKJ in tako kot so v vseh drugih slovarjih in tako kot so v angleščini, nemščini, francoščini in tako naprej. No, in ker ni več nujno, da sistem pokriva vse pomenske delitve zaimkov, kakor jih zahteva skladnja, je lahko vrst zaimkov bistveno manj. In to pomeni, da se v šoli lahko naučimo vse. In kar je še lepše, vse znajo učenci že iz osnovne šole. Druga razlika, ki je usodno zaznamovala pouk slovenščine, niti ne zavedamo se dobro tega, in nam je jemala pri pouku slovenščine ogromno časa, je izhajala iz dejstva, da je v skladenjski delitvi števnik pridevniška beseda, v pomenoslovno-oblikoslovni delitvi, torej v delitvi tega učbenika, pa je to samostojna besedna vrsta. Skratka, števnik je samostojna besedna vrsta, ki lahko nastopa enkrat kot pridevnik, drugič kot samostalnik. In to ima ogromen vpliv, ne boste verjeli, na kaj? Na skladno in na določanje jedra in prilastka. Če pogledate najprej na desno stran. Na desni strani je stanje v večini trenutnih učbenikov razen moči besede. Tu je uporabljena stara teorija, ki pravi, da je števnik pridevniška beseda. In če je števnik pridevniška beseda, potem mora biti vedno prilastek. Zato, ker je temeljna lastnost pridevniške besede, da je prilastek. In ker se moramo delati, da je števnik vedno prilastek, tudi če zgodovinsko in izvorno in logično ni, se mora zato prilastke in jedro besedne zveze v šolah določati pomensko, interpretativno. In to pomeni, da smo pri tej v resnici zelo preprosti snovi lahko zelo zmedeni in da morajo učenci vložiti v to, če želijo znati, kar precej znanje. Recimo, v primerih, kot je lep avto, pa en avto, je avto jedro, v primeru množica avtov je množica jedro, v čisto enakem primeru 5 avtov ali več avtov je pa avtov jedro. No in še več, tudi v primeru, kot so liter mleka ali kozarec vode, je potem v nekaterih učbenikih razlaga, da sta mleko in voda jedri. Tega opozarjam niti pri Topolšiču. Pri oblikoslovno-pomenoslovni delitvi se ta problem zelo poenostavi. Če pogledate na levo stran, rečemo, da je števnik besedna vrsta, ki lahko nastopa v besedni zvezi kot pridevnik ali kot samostalnik. In prilastke in jedro besedne zveze se zato lahko določa na čisto enak način kot pri samostalnikih in pridevnikih. No, in s tem nam snov, ki nam je vzela vsaj kakšne 4, 5, 6 ur ali pa še več, ne vzame več čisto nič časa. Imamo lep avto, kakšen avto, en avto, kakšen avto, množica, kdo ali kaj, koga ali česa avtov, 5, koga ali česa avtov, več, koga ali česa avtov in je množica 5 in več in liter in kozarec jedro.
gremo naprej. No, in tu je razlika med poenostavljanjem s črtanjem in poenostavljanjem z upoštevanjem celote. Značilno za oblikoslovno pomenoslovno delitev besednih vrst je torej, da spremembe so pa minimalne, vse bodo tudi zelo nazorno zdaj v kratkem popisane v enem članku, ki bo išel v jeziku in slovstvu, in zgolj poenostavljajo snov, jo uskladijo s poukom vseh ostalih tujih jezikov in nam omogočajo, da lahko znamo celotno slovnico, ne le okrajšan del slovnice. Oznaka besednih vrst v šoli je enaka oznaki v SSKJ, v etimoloških slovarjih in tako naprej. In slovenska slovnica lahko postane osnova za opazovanje in učenje vseh jezikov. Skratka, vsi jeziki imajo enako teoretično osnovo, kot jo ima slovenska slovnica. No, in kar je najpomembneje, število kategorij znotraj posamezne besedne vrste je obvladljivo in zajema vse primere. Ni treba določenih primerov poenostavljati s črtami. Zdaj gremo na naslednji razdelek, imam še dobrih 10 minut, in sicer skladnja. V skladnji pride v teh učbenikih spet do kar nekaj poenostavitev, ki nam omogočijo, da v enakem času povemo o jeziku mnogo več. Skratka, najprej imamo tu lažje določanja prilastka in jedra, o čemer smo že govorili, ni več nobenih izjem. Ni nam treba govoriti tudi o količinskih izrazih več, zato ker se vsi izrazi, vključno s števniki, obravnavajo povsem po enakem kopitu kot besedne zveze s samostalnikom in s pridevnikom. S temi poenostavitvami, ki v resnici niso poenostavitve, ampak prehod v drugo teorijo, poskrbimo, da dijaki niso zmedeni, ko snov nekoliko pozabijo. Bistven dosežek tega učbenika je tudi stalna dodatna osmislitev skladnje, skratka spraševanje potem, zakaj sploh določamo stavčne člene, zakaj določamo jedro, zakaj določamo prilastek, zakaj moramo poznati besedne zveze, zakaj poznamo priredja, zakaj odvisnike. Zato, ker si želimo kot končni rezultat takšne sheme v glavah dijakov. Skratka, da lahko s priredjem povemo enako kot s časovnim odvisnikom, pa enako kot s prislovnim določilom, pa enako kot s prilastkom ali jedrom ali polstavčnim pojasnilom in tako naprej. Ampak tu je zelo pomembna pot. No, in k tej poti zelo pomagajo vizualne predstavitve v obliki oblačkov, ki jih polnimo z vsebino. Dijaki lahko jasno vidijo, da lahko oblaček določenega stavčnega člena ustavimo eno besedo ali besedno zvezo, ali pa tudi dolgi odvisnik ali celo niz odvisnikov. No, in s tem je povezan tudi dodaten poudarek, da je odvisnik z vidika stavčno-členske zgradbe stavka v resnici samo stavčni člen. No, in če si pogledamo, kako je to nazorno
prikazano po stavčnih členih, imamo tu le osebek, pa povedek, pa prislovno določilo in gremo naprej na zložene povedi, glavni stavek, odvisnik in na koncu na zgradbo, priredi in podredi in k končnemu cilju, ki se ga preverja tudi na maturi. Zakaj je to pomembno? Zato, ker ima skladnja po eni strani vlogo, da bolje razumemo besedilo, sestavo stavkov in povedi, da jih lažje oblikujemo tudi v tujih jezikih. Najpomembnejša možnost skladnje pa je to, da dijaki spoznajo, da lahko enako vsebino z nekaj jezikovnega znanja povemo na najrazličnejše načine. Zdaj pa, manj kot bodo dijaki brali, in to jim lahko tudi naravnost poveste, več časa bodo morali vlagati v pouk skladnje. Več kot bodo brali, manj časa je treba vlagati v pouk skladnje. No, ampak dijake lahko na tak način vsebinsko in vizualno oborožimo zato, da se bodo tudi v svojih besedilih odločali za takšne zamenjave in bodo z njimi dosegali dobre učinke. Naprej, nadpovedna skladnja. Nadpovedna skladnja je po mojih opažanjih in tudi takih malih raziskavicah kot snov povzročila predvsem to, da so dijaki najprej dobro znali odvisnike in priredja, ko so se pa naučili še nadpovedno skladnjo, so pa vse pomešali. No, in z tega vidika je nadpovedna skladnja naredila dolgoročno lahko več škode kot koristi. Zato smo se v učbeniku lotili nadpovedne skladnje nekoliko drugače. Mnogi profesorji že zdaj tudi tako delate, in sicer smo na začetek poglavja dali opozorilo. Če poznamo vrste priredi in podredi, se nam vrst razmerij med povedmi v besedilu ni treba učiti na pamet. Še več, na tej ravni nam lahko učenje na pamet škodi, saj bomo vse delitve pomešali med sabo. Zato vedno izhajamo iz priredja in podredja, na podlagi tega razmerja pa določimo razmerje med dvema povedima. No, in tu vidimo, kako imamo na levi spisek odvisnikov, na desni čisto enake primere medpovednih razmerij. In spet na desni strani imamo vrste priredi in v nasprotnem stolpcu čisto vzporedna pomenska razmerja. Naslednja stvar, ki zagotavlja manj snovi, je združitev sklepalnega in posledičnega priredja v posledično priredje. Tako kot v večini jezikov in tako kot je bilo tudi pred Toporišičevo slovnico. Gre za to, da sta si sklepalno in posledično priredje do te mere podobna, da na srednješolski ravni ne moremo zahtevati ločevanja, razen če rečemo, zapomnite si, da je besedica torej sklepalno priredje, ampak to ni namen pouka slovenščine, da bi se naučili, da je natanko na eno besedico vezano natanko eno priredje. Tu recimo je v učbeniku kot zanimivost celo razloženo, kako primer mislim, torej sem, lahko po eni strani razlagamo kot sklepalno priredje, po drugi strani pa ga lahko razlagamo za posledično priredje. In zato so se dijaki tudi pri ločevanju teh dveh priredij se seveda zelo motili in, kar je največji absurd, Jože Toporišič, naš profesor, je to ločevanje za šole odsvetoval.
Tu je nek dokaz, da je res tako. No, in France Žagar je ravno zato v svoji slovnici šolski poimenoval to vrsto posledično ali sklepalno priredje. Dobro. No, naslednja stvar, ki tudi zelo nam olajša pouk skladne, je, da stavčne člene določamo samo formalno. To pomeni, da je stavčni člen vedno mogoče določiti z vprašalnico. Recimo, teta plete nogavice, kdo ali kaj plete nogavice. To je osebek. Tete ni doma, koga ali česa ni doma, vprašalnica koga ali česa je vprašalnica za rodilnik in to je zato predmet. Teti je zmanjkalo časa za kuhanje, komu ali čemu je zmanjkalo časa za kuhanje, to je predmet. Teti se je sanjalo, komu ali čemu se je sanjalo, teti, dajalnik, to je predmet. Gre namreč za to, da smo doslej mešali v šoli slovnični osebek, torej osebek, formalni osebek, kakor se po njem vprašamo, in pa logični, smiselni osebek. To je pa spet ena od posledic delitev besednih vrst, ampak zelo tak po ovinku. No, in zato so se morali dijaki naučiti, da ob zanikanem polnopomenskem glagolu biti in ali ob neprehodnih glagolih, kadar stojijo v tretji osebi srednjega spola, moramo šteti nekaj, kar po čemer se sicer ne vprašamo, z kdo ali kaj, kot osebek. No, in to je bila spet snov, ki je zgolj zameglila vse, kar so se dijaki že naučili o stavčnih členih. Seveda pa v učbeniku ne prezremo te snovi, ampak namenjena je zgolj najsposobnejšim dijakom, če jih to zanima. No, če sklenem, bi samo še povedali, da imamo v učbeniku celo vrsto besedil, ki vključujejo tudi najnovejše pojave v jeziku, to so prevajalniki, veliki jezikovni modeli in podobno. Učbenik pa je napisan na tak način, da tudi vi kot učitelji se lahko v teh novostih počutite popolnoma sigurno. No, in res se dajte počutiti popolnoma sigurno, zato ker v resnici vsi o teh stvarih vemo enako malo. No, kot zadnjo stvar bi spomnil še na to, da smo v prvem delu učbenika začeli vpeljevati zlagoma nov opis zvrstnosti slovenskega jezika v učbenikih, ki bodo natisnjeni v teh mesecih. V te učbenike pa smo v prvi letnik že vključili čisto najbolj moderen opis zvrstnosti, kakor si želimo, da bi se je učilo v srednjih šolah. Torej, delitev na knjižni jezik, pogovorni jezik in narečja. Jezikovne zvrsti slovenščine so lepo razdeljene glede na prostor,
prenosnik, okoliščine, področje, namen rabe. No, in zelo jasno je napisano, da izraz knjižni jezik zaradi mnogih sprememb v razmerjih znotraj jezika združuje nekdaj ustaljena poimenovanja zborni knjižni jezik, splošno pogovorni jezik, knjižno pogovorni jezik in knjižni pogovorni jezik. Izraz pogovorni jezik pa združuje nekdanja poimenovanja pokrajinski pogovorni jeziki in neknjižni pogovorni jezik. Skratka, stvari so se kar precej premešale, zato ker lahko pogovorni jezik tudi zapisujemo, celo večinoma si pošiljamo SMS v pogovornem jeziku, skratka, in družbena omrežja, mobilne naprave so krepko posegle tudi v zvrstnost. No, in tudi opazili boste, da so interesne govorice, torej sleng, žargon in argo, ločene od delitve knjižni pogovorni jezik in narečje. Zakaj? Zato, ker opazujemo, da se tako sleng kot žargon navezujeta lahko v bistvu na vse tri jezikovne zvrsti, zlasti na narečja in na pogovorni jezik. Mi imamo lahko sleng naslonjen na narečje, sleng naslonjen na pogovorni jezik in pri najhujših snobih celo sleng naslonjen na knjižni jezik. S tem bi sam zaključil. Jaz upam, da sem vas uspel vsaj malo navdušiti in mogoče tudi malo sprovocirati. Zahvaljujem se dr. Kozmi Ahačiču za njegovo predstavitev, poudarke in usmeritve. Vas še enkrat vabim k vprašanjem, ki jih lahko zapišete v chat in se jim bomo posvetili proti koncu. Nova gradiva za jezik, moč jezika, ki so potrjena tudi pri Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje, ste nekateri med vami že spoznali v zadnjih letih in jih že uporabljate v razredu. No, letos pripravljamo učbenik za 4. letnik in zdaj vabim dr. Mateja Šeklja, soavtorja poglavja iz besedotvorja, ki je vključeno v letošnjo izdajo učbenika za 4. letnik, da predstavi, kako didaktično pristopati k temu poglavju, kateri so izzivi in kako jih reševati pri poučevanju. Hvala lepa za besedo, Tanja. Jaz bom zdaj kamero sklopil, ker nisem doma, sem nekje drugje in imam precej slabo povezavo, tako da ne bi prekinjalo. Skratka, moja naloga je bila, da za učbenik Moč jezika 4, za prvi del, pripravim poglavje o besedotvorju in tu je zdaj rezultat, ki je bil že oddan. Besedilo je v oblikovanju, tako da upamo, da bo v učbeniku naslednjih tednih, mesecih tudi zunaj. Poglavje o besedotvorju sem zasnoval takole, kot imate tu prikazano v kazalu. Najprej čisto na začetku, kaj je besedotvorje, nato pa začnemo čisto od najmanjše enote, kaj je koren in kaj je obrazilo, kaj je tvorjenka in kaj je netvorjenka. Potem je poseben poglavje oziroma poseben razdelek namenjen tvorjenkam po stopnjah oziroma stopnjam tvorjenosti. Potem pa se vrnemo zopet na tvorjenko in netvorjenko, nekoliko malo bolj kompleksno. Če v drugem poglavju govorimo o korenu in obrazilih, potem se zdaj v tem 4. razdelku govori že o besedotvorni podstavi, ki ni seveda nujno lahko koren, je lahko tudi več, in besedotvornim obrazilom. Nato so vrste tvorjenk in sledi še razdelek o glasovni in naglasni podobi tvorjenk, kjer so prikazane predvsem glasovne spremembe v besedotvorju in pa naglas tvorjenk. Sledi nek povzetek, pomnimo, kjer je vse to, kar je v tem prvem delu prikazano, tudi povzeto kot nek minimalni standard. Sledi pa poglavje, ki smo ga poimenovali, in to ni prvič v tem učbeniku, Pogled v znanost, kjer pa prikažemo nekoliko bolj kompleksne
zadeve, za tiste mogoče malo bolj motivirane, bolj zmožne dijake. V to poglavje je potem uvrščen besedotvorni pomen tvorjenk, torej to, da so besedotvorni pomeni odvisni, da jih določa besedotvorna podstava in besedotvorno obrazilo, nekaj malega o manjšalnicah in večalnicah ter ženskih in moških oblikah. Potem razliko med besedotvornim in slovarskim pomenom. Tu so zdaj po novem tudi nekdanje oziroma še vedno aktualne skladenjske podstave ali pomenski opisi in še druge stvari. Sledi potem drugi razdelek, torej poleg besedotvornega pomena, tudi tvorjenke v besedilu, kako se pojavljajo in delujejo v besedilu, tu predvsem manjšalnice, kotivkovalnice in slabšalnice, ter slogovna zaznamovanost tvorjenk. Sledijo potem vaje, čisto take navadne vaje, če rečemo take drill vaje, in nekoliko bolj kompleksne vaje, ki so nadslovljene z raziskovalnim izzivom in potem seveda rešitve. Zdaj, kako smo skušali načrtovati to poglavje, torej katera so bila načela oblikovanja tega dela besedila v učbeniku in seveda tudi drugih poglavij v učbeniku. Zelo pomembna je seveda diferenciacija in individualizacija. Torej, zelo jasno je, kaj je tisto, kar je, kako bomo rekli, obvezno, kaj pa tisto, kar je za tiste, ki so mogoče bolj motivirani oziroma bolj zmožni. Torej, poudarek je vsekakor na osnovnih znanjih. Besedotvorje je del oblikoslovja in zelo pomembno je, da prepoznajo korene, da prepoznajo besedotvorne podstave, da prepoznajo obrazila, vrsto tvorjenosti in podobno. Kot ste videli, se snov gradi postopno, to pomeni najprej samo koren, obrazilo, nato pa že besedotvorna podstava in obrazilo. Seveda, absolutno vse poteka na komunikacijski način. Tu imamo tudi rubriko Razmislimo, torej, kjer so dijaki sami skušajo stvari nekako raziskovati. Tudi je bilo pomembno analitični in tvorbeni pristop k besedotvorju, in sicer, da sta v nekem ravnovesju, da ni ne samo analiza tvorjenk, ne samo pretvarjanje tvorjenk, temveč da je oboje in seveda delo z jezikovnimi priročniki, predvsem s portalom Fran. Kot sem že rekel na začetku tega dela, pomembna je diferenciacija in individualizacija. Zelo pomembno vedeti, kaj so minimalni standardi. Minimalni standardi so, če jih res zelo, zelo, zelo oklestimo, o razdelku pomnimo in v tistih, če rečem tako čisto pogovorno, drill vajah, za seveda bolj motivirane in bolj zmožne dijake, ki jih pa tudi seveda ne smemo zanemarjati, tudi ti morajo imeti možnost, kot vsi enake možnosti, da napredujejo v skladu s svojimi motivacijami in svojimi zmožnostmi. Tem pa lahko seveda ponudimo ali pri pouku, ali pri dodatnem delu doma, ali v okviru krožkov, raziskovalnih nalog, ali interdisciplinarnih tematskih sklopov in podobno. Torej bolj kompleksne snovi, ki so tu označene kot pogled v znanost, morda te bo zanimalo podrobneje, in pa vaje, ki so označene z raziskovalnim izzivom. Zdaj pa, če dovolite, bi se v teh slabih 10 minutah sprehodili skozi besedilo in bi ga na kratko pokomentiral. Torej, začnimo pri tem, kaj je besedotvorje. Tu vidite, imamo čisto neko tako definicijo, ukvarja se s tvorjenostjo besed, kako so tvorjeni in kaj pomenijo in kako po vzoru že tvorjenih besed delamo nove besede. Potem imamo tu razmislimo, torej iz katere besede je tvorjen samostalnik razvlažilec in kaj pomeni, tipična analitična naloga, imamo gradivo in ga analiziramo, ter potem tvorbena naloga, kako se reče ženski dekan in iz katerega samostalnika in po katerem vzorcu je ta samostalnik tvorjen. Novost tega dela razmislimo je tudi to, da imajo tudi rešitve, da ima tudi ta del razmislimo, rešitve, ki pa so lahko pomoč tako za dijaka, kot tudi za učitelja, da se približno nekako
pokaže, kaj se pričakuje pri tej razpravi, da ne bi neke razprave razmislimo, ne, šle v neke zagovarjanje nekih mnenj, ki pa v stroki nekako niso vzdržne. Tako da skušamo seveda absolutno spodbujati dijake, da razmišljajo, da povejo svoje mnenje, to da znotraj seveda sprejemljivega v znanosti. Potem imamo to prvo poglavje, koren in obrazilo, tvorjenka in netvorjenka. Kot je tu lepo vidno v okvirčkih, skušamo v tem razdelku samo to, torej prikazati, da imajo besede lahko pripone, predpone ali medpone. Torej mizica, nadškof, črno, bel. Da so besede netvorjenke, ki imajo koren plus oblikoslovno končnico, miza, škof. Tu, kot vidite, postopoma uvajamo tudi, torej že znane, ampak ničte končnice, miz, a, škof, in potem seveda tvorjenka, ki ima koren plus obrazilo, v tej prvi fazi, seveda pa obrazilo vsebuje tudi oblikoslovno končnico. Pri besedotvorju je pomembno, da znamo ločiti miz, ica, vemo, da je ica, ic plus a, omizje, vemo, da je j plus e, ker se omizje, to se tako da pregiba, mizar, namizen in podobno. Potem sledi razdelek o tvorjenkah po stopnjah. Tu se vrnemo na torej tvorjenko iz motivacijskega dela na začetku, razvlažilec, in jo seveda nekako skušamo razložiti po stopnjah tvorjenosti. Namreč, kot piše že v prvi povedi, tvorjenke so tvorjene iz netvorjenk, kar smo spoznali v prvem razdelku, ali pa tvorjenk, o čemer bomo govorili v tem zdaj tretjem razdelku. Skratka, razvlažilec ima celotno verigo besedotvorno, kot vidimo, vlaga, potem je vlažiti, razvlažiti in potem razvlažilec. Tu imamo potem seveda zopet naloge tipa razmislimo, ali sta besedi županja in dekanja tvorjeni in kako, in seveda tudi nek tak opozorilo, kje je razlika med besedotvorjem in etimologijo. Skratka, tu je treba zelo jasno povedati, da na srednješolski ravni, pri srednješolskem besedotvorju lahko besedotvorje delamo samo pri tistih besedah, kjer po tvorjenosti besed ni prišlo do pomenskih sprememb, ne v besedotvorni podstavi, ne v tvorjenki, in kjer beseda ni prevzeta. Torej, vse druge besede, vse druge tvorjenke iščemo v etimološkem slovarju in pomen njihov besedotvorni iščemo tam, kajti s srednješolskim znanjem tega ne moremo razložiti. Potem imamo besedotvorno podstavo in besedotvorno obrazilo. Tu je stvar nekoliko bolj kompleksna, ne govorimo več o korenu plus pripon in tako naprej, temveč besedotvorna podstava plus pripona, predpona plus besedotvorna podstava, potem polovica besedotvorne podstave, medpona plus besedotvorna podstava. Zdaj, kot vidite, se tu pojavljajo tudi glagoli, recimo gost, gostiti. Seveda, zdaj v tem osnovnem delu zanemarimo razne nedoločniške pripone, toda kot zanimivost lahko bolj zmožne dijake opozorimo tudi, da je pred ti lahko nič, ni, e, i, a ali pa celo ova. Sledijo vrste tvorjenk. Zdaj, ko smo spoznali, kaj je besedotvorna podstava, kaj je pripona, predpona in medpona, lahko seveda definiramo vrste tvorjenk, torej izpeljanke, sestavljanke in pa zloženke. Tu smo se odločili, da med zloženkami za nekako najprej definiramo samo medponske zloženke, torej tiste, ki imajo samo medpon. Zobozdravnik, šoloobvezen, črno-bel, telovaditi, ter da hkrati na to še posebej dodamo dve vrsti tvorjenk. To so izpeljanke iz predložne zveze, ki imajo predpono in pripono, in medponsko-priponske zloženke, ki imajo
medpono in pripono. Recimo predmestje, zajeziti do kolenka, oziroma osnovnošolec in pa časopis. Tudi tu vidite, gre po stopnjah. Osnovnošolec ima medpono in pripono, ki je glasovno izražena, proti časopis, tu pa je pripona glasovno neizražena. Potem seveda pridejo na vrsto sklopi, ki so tudi neke vrste tvorjenke, toda seveda gre samo za to, da te besede najprej izgovorimo kot neko glasovno enoto, pravopisno jih napišemo skupaj, jih začnemo dojemati kot eno besedo, tako da gre čisto tako posebej, so obravnavani tudi sklopi. Posebno opozorilo seveda je pri zloženkah in pravopisu, da podredne zloženke pišemo brez vezaja, priredne pa z vezajem, torej zobozdravnik proti slovensko-hrvaški, ter tudi potem pravopisni problem, ali prav se piše golf igrišče, fitness center, torej skupaj, ali golf igrišče ali fitness center narazen, in seveda tudi tu je potem kazalka na ustrezno poglavje v moči jezika 2 pri pravopisu. Potem imamo še rubriko Morda te bo zanimalo podrobneje. Tu seveda potem samo omenimo, res za tiste bolj motivirane, tudi krne oziroma okrnjenke, tipa Valentina Tina, Radoslav Rado in mešane tvorbe, med katerimi so zelo ustvarjalne prekrivanke, kosilo plus večerja, kočerja in seveda kratice, kjer pride do torej krnjenja in pa sklapljanja. Pri glasovni in naglasni podobi tvorjenk smo se osredinili predvsem na glasovne spremembe v besedotvorju, med temi pa predvsem na preglas, ker je res relevanten, predvsem pri tvorbi svojilnih pridevnikov na ov, bratov, Toda, Andrejev, Ribičev, možev, Alešev in pa stričev. Tu se posebej opozori na premeno cč oziroma recimo pri glagolih na ovati, tipa potovati, bojevati, oboževati, ponočevati, maševati, sklicevati se. Zdaj vse ostale glasovne spremembe, ki jih rojeni govorci tako ali tako znajo avtomatično uporabljati, so seveda v razdelku Morda te bo zanimalo podrobneje. Prevoj, jotacija, palatalizacija ter asimilacija. Pri naglasu je povedano samo, da je večina tvorjenk enonaglasnic, obstajajo pa tudi seveda dvo- in več naglasnice, in katere to so. Nekatere sestavljanke so delavec, neprimeren, priredne zloženke slovensko-hrvaški ter tudi, bomo rekli, mlajše, podredne zloženke samozavest in pa sklopi. Sledi rubrika Pomnimo, kjer imamo res na minimum okleščeno osnovno znanje. Kot vidimo tukaj, res se te ključne besede, ki jih morajo usvojiti, so natisnjene krepko, torej ne tvorjenke, tvorjenke, potem koren, pripona, predpona, medpona, izpeljanke, sestavljanke, zloženke, izpeljanke iz predložne zveze ter medponsko-priponske zloženke, med glasovnimi spremembami preglas in dejstvo, da imajo nekatere tvorjenke 2 naglasa. Sledi potem kar obsežen del, pogled v znanost, kjer se spregovori o besedotvornem pomenu tvorjenk. To je lepo vse predstavljeno v tabeli. Iz glagola imamo pomene kot dejanje, vršilec dejanja oziroma orodje, iz pridevnika lastnost oziroma nosilka lastnosti, iz samostalnika pa še druge. Tu so izpostavljeni manjšalnost, ženska oblika k moški obliki in moška oblika k ženski obliki. Za še bolj zainteresirane, za še bolj motivirane in bolj zmožne, še dodatni besedotvorni pomeni v razdelku Morda te bo zanimalo podrobneje. V razpravo potem lahko vzamemo, zakaj je v jeziku več manjšalnic kot večalnic, več ženskih oblik kot moških oblik in podobno. Nato so tu še naloge
o razliki med besedotvornim in pa slovarskim leksikalnim pomenom s pomočjo portala Fran, kaj pomeni črnica, recimo besedotvorno, torej nosilka lastnosti, tista, ki je črna, kaj pa dejansko slovarsko. Kaj je leksikalizacija, tu se potem omeni še skladenjska podstava, ki je navedena že zgoraj pri besedotvornih pomenov, in nekatere druge tvorjenke, torej ne samo samostalniške, kajti doslej so bile obravnavane samo samostalniške. Seveda, v razdelku morda te bo zanimalo podrobneje. Nato so še tvorjenke v besedilu, kako delujejo manjšalnice in ljubkovalnice. Torej, manjšalnice lahko delujejo seveda ista manjšalnica, ljubkovalno oziroma slabšalno in seveda slogovno zaznamovane tvorjenke oziroma pripone, pisec, pisatelj, pisar, proti pisun. Vse 4 tvorjenke, izpeljanke imajo isti besedotvorni pomen, toda drugačno stilistično vlogo v besedilu. Kot je bilo že povedano, so vaje razdeljene res na tiste drill vaje, če rečem tako pogovorno. Dopolnite preglednico, to poznamo, zakaj pišemo slovensko-nemški z vezajem, vrvohodec pa brez vezaja. Dopolnite preglednico, tu so zdaj že rešitve. Kaj je iz česa tvorjeno, torej vrsta tvorjenosti. Dobro, zdaj za tiste zmožne, ki bodo delali tudi pogled v znanost, tudi besedotvorni pomen lahko preverjamo. In potem imamo cel kup še nekih tvorbenih nalog, ko pomenske opise oziroma skladenjske podstave pretvarjajo v torej tvorjenke, predvsem izpeljanke, tu vidite, oziroma sestavljenke, medponsko priponske zloženke in zloženke, sklope pišejo skupaj, malo da ne in tako naprej. Potem so kombinirane naloge, torej vzgojno-izobraževalni pišemo torej s podčrtovanjem, pišemo z vezajem, ker in tako naprej, morajo temeljiti ali obkrožiti in utemeljiti in tako naprej. Naloge z področja raziskovalnega izziva so seveda tiste iz pogleda v znanost in so nekoliko bolj kompleksne, že same analitične naloge, recimo kaj pomenijo predpone in potem naloge, pri katerih se dela s slovarjem slovenskega knjižnega jezika in etimološkim slovarjem. Predvsem gre za tvorjenke, ki imajo nejasen mogoče besedotvorni pomen in za utrjevanje pojma besedotvorni in pa leksikalni pomen. Še nekaj iz vsakdanjega življenja, jajce mat in podobno, torej tvorjenost, torej produktivnost določenih tipov tvorjenk in potem seveda sledijo rešitve, ki so dobrodošle tako za učitelja kot tudi za dijaka. To je z moje strani vse. Najlepša hvala za pozornost in mogoče potem tudi še v razpravi kakšno vprašanje oziroma odgovor nanj. Hvala lepa. Hvala, dr. Matej Šekli, za to res podrobno predstavitev po posameznih korakih in tudi rubrikah, ki bodo v Moč jezika 4 zajeli celotno besedotvorje. Zdaj pa vabim doktorico Ireno Krapš-Vodopivec, dolgoletno profesorico slovenščine na Škofijski gimnaziji Vipava, da predstavi, kako pa dijake pripravljati na maturo iz slovenščine, kako nam učbenik Moč jezika lahko pri tem pomaga. Ja, lepo pozdravljeni, samo sekundo mi dajte, da tole uredim. Tako, ja, lepo pozdravljeni, Tanja, hvala za besedo. A se vidi mojo torej prosojnice se vidi, upam. Ja? Skratka, torej kako pripravljati dijake na maturo, v zvezi s tem je povedanega bilo seveda že zelo veliko, o tem vsi profesorji, učitelji razmišljamo, iščemo najboljše poti, da bi dijakom pomagali do uspešno opravljene mature iz materinščine. Vemo pa vsi seveda, da čarobna paličica ne obstaja, ampak da je za uspeh na maturi potrebno delati oziroma da je uspeh na maturi posledica, rezultat trdega dela. Pa vendar, kaj pravzaprav pomeni, se opravičujem, tole spet ne dela, dam sekundo. Zdaj pa gre, zdaj pa bo.
Zdaj se vidi, a ne? Se Kar opravičujem za te tehnične motnje. Prej smo vse probali in poskusili in je vse delalo, zdaj pa ne vem, kaj se je zgodilo. Tako da se opravičujem. Skratka, začela sem s tem, da nimamo čarobne paličice, torej pri pripravi dijakov na maturo, ampak vendar kaj pravzaprav pomeni priprava na maturo. Torej, priprava na maturo gotovo pri materinščini ni samo priprava na izpit, ampak precej več. To se po mojem mnenju vsi profesori strinjamo. To se pravi, sprašujemo se pri tem, ko dijake pripravljamo, koliko bodo dijaki znanja, ki so ga usvojili pri pouku slovenščine v osnovni, pa tudi v srednji šoli, oziroma v srednji, pa tudi v osnovni, znali seveda uporabiti na maturi in tudi kdaj v prihodnje. Sprašujemo se gotovo, ali bodo samozavestno uporabljali jezik, včasih morda celo, ali ga sploh bodo ob v bistvu množici tujih jezikov, predvsem pa, koliko bodo zmožni oziroma kako dobro bodo znali poiskati odgovore na jezikovna vprašanja, s katerimi se bodo, če ne drugje, vsaj na poklicni poti, v poklicnem življenju gotovo srečevali. Torej, meni kot profesorici se zdi pomembno, da dijake z nekimi konkretnimi primeri, povezavami pač ne preneham oziroma nenehno opozarjam, da v bistvu je materinščina, da je jezik del njihovega življenja, ne glede na to, kaj bodo v življenju počeli, čeprav bodo po gimnaziji študirali recimo mikrobiologijo. Skratka, priprava na maturo je gotovo praktično, usvajanje teorije in seveda za dijaka zelo pomembno razumevanje maturitetnih zahtev. Torej, dijak mora vedeti, kaj ga na maturi čaka in kakšni so kriteriji ocenjevanja na maturi in kako te kriterije izpolniti. Hkrati je pa seveda pomembno tudi, da se učitelji zavedamo, da dijaka pripravljamo tudi na kritično rabo jezika v prihodnje. Skratka, učbeniški komplet Moč jezika je pri tem v pomoč s svojim konceptom, to se pravi, ta koncept omogoča postopnost, kot je bilo v prejšnjih predstavitvah že pokazano, pa tudi seveda z usmerjenostjo v sistem. Ta sistem, kot je tudi že dr. Kozma Ahačič povedal, omogoča neko varnost, obvladljivost oziroma to, da vedno vemo, kje smo in kam se obrniti. Skratka, kar se tiče priprave na maturo, to se pravi, matura, vemo, pisna matura pač je esej in pa seveda razčlemba. Če za trenutek samo se ustavim pri eseju. Vsi smo bolj ali manj seznanjeni seveda z kriteriji oziroma merili za ocenjevanje jezika v maturitetnih esejih in jih primerno starosti dijaka, gotovo tudi pri ocenjevanju šolskih esejev upoštevamo. Torej, kriteriji seveda pravopisne, slovnične pravilnosti, sloga besedišča, sloga povedi, torej zunanje in notranje zgradbe. V opisnikih, ki so na prosojnici, so omenjene tudi tako imenovane osnovne napake. To so seveda napake, ki jih dijaki oziroma se ne bi smele na maturi več ponavljati, vendar žal vsi vemo, da se. Na primer, napačno sklanjanje samostalnika mati ali pa dijak pač prepogosto uporablja eno vrsto navezovanja, na primer z zaimkom to. Zaradi teh napak seveda dijaki izgubljajo na maturi največ točk in te napake oziroma težave so v učbeniku Moč jezika združene recimo pod tele okvirčke oziroma znotraj teh okvirčkov, ki so bili že omenjeni in predstavljeni. Torej, najpogosteje se zmotimo, prav na prosojnici imamo ta primer sklanjanja samostalnika mati. Skratka, izpostavljene so te temeljne osnovne napake. Na njih se opozarja seveda z več vidikov, recimo tak primer, kako zanikamo oziroma kako se napačno zanika, ali pa recimo v okvirčku pazite, kako se pač podčrtuje oziroma na kakšen način, kam moramo uvrstiti torej predlog, ko podčrtujemo tele prilastke. Skratka, gre seveda za dva vidika, torej kaj se od dijakov pričakuje in seveda kakšno je realno stanje in kako to dvoje potem uskladiti. Zdaj, po mojem mnenju je pomembno najprej to, da dijaki vedo, to se pravi, kaj se od njih pričakuje oziroma kaj se bo tudi na maturi pričakovalo oziroma kaj se bo pri eseju ocenjevalo. Se pravi, da jim to povemo, da jih s tem seznanimo, še posebej, da jih upozorimo na te tako imenovane osnovne napake, ki so dejansko to temeljno znanje, o katerem v bistvu je bilo danes že veliko povedanega, ki ga želimo
v učbeniku Moč jezika pač izpostaviti. In seveda, da dijake potem to, kar tudi profesori slovenščine ves čas počnemo, pač opozarjamo na njihove individualne slabosti pri pisanju in torej, kako te slabosti izboljšati. Vemo, da to zahteva človeka in pol, ampak vsi tudi vemo, kot sem že rekla, da čarobne paličice ni, da brez vaj ni uspeha, da tako kot se na maturo iz matematike pripravljamo z vajami, se je tudi na esej treba pripravljati s pogostim pisanjem in seveda potem tudi povratno informacijo. Drugi del mature je seveda razčlemba. Pri razčlembi gre za pregled celotne snovi, torej zelo veliko je te snovi, vsi se soočamo z pomanjkanjem časa, še posebej v 4. letniku. Zato se mi zdi zelo pomembno, da dijake naučimo samostojnosti, to se pravi, da usvojijo teorijo, da jo potem, torej, da znajo, da imajo, bomo rekli, ta temeljna znanja in da ta temeljna znanja potem znajo tudi uporabiti. To se pravi, da vejo, kaj je bistveno in to tudi uporabijo. Torej, pri definiranju bistvenega, to je tudi na prosojnici, je gotovo v pomoč predmetni izpitni katalog s temeljnimi jezikoslovnimi pojmi, pač seveda po področjih. Če se samo na skladnjo za trenutek obrnem, imamo seveda tukaj na prosojnicah izseke tistega, kar naj bi bilo bistveno, torej pri skladni stavka, recimo stavčni členi, pa seveda vse vrste stavčnih členov zložene gole oziroma s prilastkom brez prilastka, potem pri skladni povedi poznavanje seveda priredi, podredi in pa stavčne strukture. Se pravi, to so tisti pojmi, ki jih morajo dijaki nekako usvojiti, utrditi in razumeti, da jih potem na maturi lahko uporabijo. Hkrati so pa seveda ne samo pri izpitni poli 2, tudi pri eseju, ker v resnici poznavanje teh temeljnih pojmov, torej utrjeni temeljni pojmi, pomenijo pravzaprav, da ne delamo potem osnovnih napak pri eseju. Vse to je seveda tudi v učbeniku združeno in predstavljeno v teh, bomo rekli, osrednjih okvirčkih oziroma v tem osrednjem besedilu, torej v okvirčkih pomnimo, pa seveda s krepkim tiskom in pa tudi z raznimi temi razpredelnicami, tabelami, ki so zelo v pomoč, torej vizualno v pomoč. Skratka, pokazala bi samo še en primer, torej, ki ga tudi vsi poznamo, primer nalog, seveda iz razčlembe, torej ta primer je iz predmetnega izpitnega kataloga. Gre seveda za nalogo dopolnjevanja, kjer se seveda preverja te temeljne pojme, o katerih sem prej govorila, vendar gre seveda za to, da dijaki morajo te temeljne pojme imeti utrjene, da potem lahko to znanje na maturi, ki predvideva večino nalog, kot vidimo, višje, torej vsaj 2. taksonomske stopnje, da znajo potem to znanje uporabiti. Poleg tega je seveda potrebno na maturi znati tudi povezovati, gre te naloge višje taksonomske stopnje pomenijo analizo, pomenijo prenos znanja, pomeni uporabo znanja. Skratka, da znajo povezati ravnine, jezikovne ravnine, zato je pač učbenik Moč jezika pri tem lahko v veliko pomoč, ker se vedno znova, kot rečeno, vračamo k sistemu oziroma opozarjamo na to, da je treba pač ta sistem imeti ves čas pred sabo. Skratka, kako torej dijake pripraviti na maturo in potem seveda tudi na to, da bodo samozavestni, kar je verjetno enako pomembno, samozavestni tvorci besedil v prihodnje oziroma uporabniki slovenskega jezika. Zdaj, po mojem mnenju, gotovo tako, da jih naučimo učiti se in razumeti, to je sicer lepo slišati, pa precej težje potem izpeljati, ampak nekako po precej letih svojega pedagoškega pa tudi raziskovalnega dela sem nekako prišla do teh 2, bomo rekli, temeljnih ugotovitev, ki jih verjetno oziroma do katerih najbrž nisem edina prišla. Torej, prva taka ugotovitev je gotovo, da je pomembno, da dijaki znajo sami najti odgovor na jezikovna vprašanja. To se pravi, v izhodišču to gotovo pomeni, da morajo najprej usvojiti temelje, da potem sploh vedo, kakšna vprašanja oziroma kako postavljati vprašanja in iskati odgovore nanje. Da v bistvu, da smo učitelji tisti oziroma profesorji tisti, ki jim lahko pomagamo razumeti, da ti temelji pravzaprav pomenijo pač poznavanje temeljne teorije,
in da to olajša potem prakso in da s tem utrjenim osnovnim znanjem potem zmoremo rešiti tudi težje primere, ne da bi se stvari učili na pamet. Druga stvar je pa gotovo, da dijaki čim več besedil skozi srednjo šolo do mature dejansko napišejo in da so potem pozorni na svoje, bomo rekli, tista svoja šibka področja oziroma šibke točke, kar seveda spet pomeni veliko popravljanja in veliko pač povratnih informacij, ampak to je pravzaprav edini način, da pridemo do nekih rezultatov. Samo vem, da nimam več veliko časa, ampak vseeno bi rada pokazala, torej, kaj meni pomeni oziroma kako si sama predstavljam to učenje učenja pri vsaki snovi oziroma kako dijake naučiti učiti se in kako nam pri tem, kot rečeno, moč jezika lahko pomaga. To se pravi, naš cilj je seveda usvojiti, razumeti, utrditi temeljne jezikoslovne pojme in jih potem seveda znati tudi uporabiti. Torej, sama pri pouku želim od dijakov, da sproti pišejo, da v bistvu naučimo se nekako narediti povzetek snovi, kot rečeno, vsi ti okvirčki, ki so tukaj na prosojnici, so seveda iz učbenika in so pri tem v pomoč. Pomembno pa je seveda, da dijake nekako naučimo ta učbenik tudi uporabljati, to se pravi, da jih naučimo uporabljati koncept oziroma da razumejo, poznajo koncept učbenika. Skratka, pomembno je, da torej želim jih naučiti uporabljati učbenik in jezikovne priročnike in v bistvu, da se bodo, torej da razumejo, da je zelo enostavno v bistvu potem najti želen podatek. In še enkrat seveda vaje in pa pisanje, kot sem že omenila. Torej, kako bi konkretno zdaj v daljši predstavitvi bi seveda na daljši način predstavila, kako imam sama, torej na kakšen način sama predstavim recimo poglavje oziroma razdelek, kaj je stavek oziroma stavčni členi in njihovi deli. Tukaj samo na hitro, torej vedno in zmeraj začnem s sistemom in to pri vsaki uri, pa čeprav to na začetku deluje, kot da vzame veliko časa, morda na začetku tudi ga, ampak v končni fazi potem postane to utečeno in ima v bistvu zelo dobre rezultate. Skratka, vedno na začetku, ne glede na to, katero snov obravnavamo, torej v tem primeru stavčne člene in njihove dele, opozorimo dijake torej na tale sistem, torej na jezikovni sistem, kje smo v tem trenutku, torej skladnja postavimo jo ob bok ostalim jezikovnim ravninam, pokažemo, kako so v bistvu jezikovne ravnine med sabo povezane, kako v bistvu lahko eno in isto zadevo obravnavamo z več vidikov. Še posebej pa, kako je pomembno, da v bistvu te temeljne pojme z vsake ravnine pač nekako ohranimo. To se pravi, da je to znanje, ki ni na kratki rok, ampak na dolgi rok in nam bo na dolgi rok tudi pomagalo. Recimo, če poznamo besedne vrste, torej samostalnik in njegovo vlogo, pa pridevnik in njegovo vlogo, bomo zelo hitro osvojili potem tudi besedne zveze. Zelo uporabno je kazalo, dijaki nanj kar pozabijo in ob kazalu seveda tudi pogledamo, kje smo v tem trenutku. Če smo prej umeščali skladnjo v sistem navzgor, umeščamo seveda zdaj, oziroma skladnjo zdaj delimo na nižje enote, bomo rekli, in v tem trenutku, če se ukvarjamo s stavčnimi členi, smo seveda pri skladni stavka, kar je lepo vidno tudi v tejle tabelci. Torej, to se pač dijakom lahko na začetku, kot rečeno, motivacijsko pokaže. Torej, v prejšnjih urah smo obravnavali besedno zvezo, kako je besedna zveza povezana z današnjo temo, k temu še pridemo, in seveda, da bomo v nadaljevanju potem obravnavali poved. Torej, po tej čisto uvodni kratki, kot rečeno, v motivaciji res ponovimo tisto, kar smo se že naučili, torej na splošno, kaj je skladnja, zakaj je pomembna, kaj so besedne zveze, katere vrste poznamo, in če dijaki znajo uporabljati učbenik, to se pravi, če vedo, kje nekaj je in če so res prej pridno pisali, bodo te stvari hitro našli, hitro povezali in lahko gremo potem naprej. Zelo pomembno je, da res pišejo, da si v zvezek napišejo tudi, kje v učbeniku recimo te stvari najti. To se pravi, da znajo tisto, kar se učijo, potem res tudi uporabiti. Skratka, nova snov je seveda, kako jo povežemo že obstoječo, torej stavčni členi, kako so povezani z besednimi zvezami, tako da v vlogi, kot smo že slišali, stavčnega člena lahko nastopa beseda, besedna zveza oziroma stavek in to ob primerih najlažje naredimo, da zadevo utrdimo oziroma preverimo razumevanje, so v učbeniku seveda te tipične vaje, ki jih dijaki sami rešijo in jih potem pregledamo.
Pokažemo lahko tudi seveda maturitetne primere vaj, tako da malce za motivacijo, da so to stvari, ki se jih učimo tudi, kot rečeno, na dolgi rok. Za domačo nalogo potem naredijo recimo povzetek snovi in spet povadijo, kako poiskati podatek v učbeniku oziroma širše v jezikovnih priročnikih in potem to skupaj za motivacijo naslednjo uro oziroma za uvod preverimo. Skratka, pokažemo potem to, no, to so še tele tabelice, ki jih pač lahko ob obravnavi stavčnih členov pokažemo oziroma jih zapišejo v zvezek kot temeljno znanje. Skratka, hitim, za zaključek. Vsi vemo, da torej čarobne paličice ni, tudi učbenik ne more nadomestiti dela profesorja, pomaga pa sigurno s tem, da imamo to možnost, torej to postopnost in izbirnost, tako na teoretični kot na praktični ravni in tudi na ravni obojega, torej povezovanja teorije s prakse. Zdaj, po mojem mnenju, morajo dijaki, torej, če želimo, da bodo uspešni na maturi, jezikovno snov, kot sem večkrat danes rekla, usvojiti, utrditi in razumeti in osmisliti uporabnost tega znanja. Se pravi, če utrdijo temeljne pojme, če jih razumejo, če vedo, kje podatke poiskati, potem ne bodo izgubili motivacije, tudi če se morda srečajo z nekim težjim primerom. Občutek, da zmorejo, pa je po mojem mnenju za dijake ravno tako pomemben kot usvojeno znanje in zagotovo veča njihovo samozavest pri soočanju in spopadanju z maturo. Hvala lepa za posluh in potrpežljivost. Hvala, Irena Krapš-Vodopivec. Ravno postopnost in sistematičnost sta res odliki učbenika, ki ju učitelji najbolj pohvalijo. In dr. David Put, dolgoletni profesor slovenščine na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani, bo predstavil ta vidik novih učnih gradiv. Medtem se v chatu odvija že nekaj vprašanj in odgovorov, tako da vabljeni, da kar spremljate in pošiljate, ker nam to res pomaga tudi pri izboljševanju naših gradiv. Izvolite. Ja, prav lep pozdrav. Hvala za besedo in hvala za to, da ste se vzeli čas. Po predvideni časovnici imam 3 minute. Ukradel bom še recimo krat 2, več pa ne. Lahko res kratek. Slabih 15 minut bomo. Glede na to, da je bilo že precej povedanega, bi sam predstavil torej v svojem izvajanju pomen, vsaj po mojem mnenju, pa tudi po mnenju ostalih soavtorjev učbenika, torej sistematične krepitve jezikovnega znanja. Torej ta sistematičnost, postopnost se nam zdi, da je nekaj, kar lahko obrodi sadove na maturi ali pa tudi kasneje pri samozavestnih torej govorcih oziroma sporazumevalno zmožnih dijakih in odraslih osebah. Tako, zastavil sem si torej naslednje prosojnice. Kaj obsega pouk jezika v gimnaziji, se pravi, kaj sploh pomeni jezikovno znanje v gimnaziji, če bi nekako reducirali recimo ali pa poenostavili učni načrt, v katerem so cilji jezikovnega pouka zapisani v procesno-razvojni obliki kot razvijanje zmožnosti, potem bi lahko nekako v 3 grobe sklope uvrstili pouk jezika, in sicer socialne zvrsti slovenščine, njen družbeni položaj in zgodovinski razvoj, slovnica, pravorečje in pravopis, torej sistem, če malo poenostavimo, in pa sporazumevalna zmožnost in besedilo. In to troje se pravzaprav ves čas prepleta. Torej prva točka je, torej, če rečemo poenostavljeno, jezik v času, prostoru, v kontekstu, v družbi. Druga in tretja točka se pa prežemata ves čas pravzaprav, se pravi, temelj je sistem, temelj je struktura, brez strukture, brez tega, da se naučimo misliti jezik, misliti o jeziku, misliti o strukturi jezika, bi težko pričakovali neko samozavestno, natančno in tako naprej dobro razvito sporazumevalno zmožnost. Bodisi, če govorimo o sprejemanju besedil, bodisi o njihovem tvorjenju. Se pravi, ti dve dejavnosti, oziroma ta 2 sklopa sta
prepletena in tudi na maturi se na vseh področjih, kot je že predhodna govornica povedala, na vseh teh, se pravi, tako v ustnem izpitu, no, lahko še to dodamo, ustni izpit pokriva predvsem tole prvo točko, ustni izpit na maturi, druga in tretja točka pa se preverjata na izpitni poli 2 in na jezikovnem in slogovnem delu, recimo izpitne pole 1. Potem se sprašujem, kateri so koraki torej do uspešnega jezikovnega znanja v gimnaziji. Prvi korak se mi zdi v prvem letniku je nujen, je poenotenje jezikovnega predznanja. Tukaj recimo vidite na tej prosojnici to, kar je v zelenem napisano v tem prvem govoru. To so izjave recimo mojih dveh hčera, ki hodita zdaj v prvi letnik srednje šole in 9. razred osnovne šole, ko jih kdaj vprašam recimo doma kaj o slovenščini, slišim kakšne take stavke. Se pravi, jezikovno znanje v prvem letniku je zelo različno. Tudi v razredu imate verjetno tako izkušnjo, da pridejo dijaki skupaj iz več osnovnih šol in ugotovite hitro, da ne delajo povsod po istem kopitu, torej ne spoznavajo istih vsebin in recimo stavek mi priredja nismo delali, je kar pogost recimo stavek, ki ga jaz slišim. Potem zavedati se moramo, da dijaki v prvem letniku jezika ne doživljajo kot sistem, torej mešajo, veliko mešajo recimo osebek, samostalnik, prislov, prislovno določilo, ne razumejo recimo še te povezave med stavčnim členom in odvisnikom, ki je v resnici samo v stavek razvit stavčni člen. Potem priredja in podredja so kar težko ločljiva recimo marsikomu na začetku recimo gimnazijskega pouka. Deloma je krivo ali pa botruje oziroma veliko prispeva k temu tudi dejstvo, da je jezikovni pouk v osnovni šoli zelo razpršen, tudi med pouk književnosti, kot vidim recimo pri svojih otrocih, in sicer, če vprašam svojo hčer, kje so pri slovenščini, največkrat reče, da ne ve točno, oziroma delajo nekaj iz književnosti, potem vmes še nekaj skladnje recimo, pa čez pol meseca, recimo čez 14 dni pa že neko besedno vrsto. Se pravi, vse je recimo pomešano in naloga v prvem letniku po mojem učitelja je, da poenoti, da vzpostavi neko izhodišče. Tudi skromno poznavanje pravopisa, taki SMS-i kot je tak, recimo so tipični SMS-i, ki jih jaz dobivam recimo od svoje hčere. In je seveda ta oddaljenost do knjižne slovenščine danes morda res največja, pravzaprav vsaj do te pisne knjižne slovenščine pri naših mladih. No in prav zato smo v našem kompletu, torej učbenikov slovenščine 1 do 4, moč jezika, zastavili pravzaprav vse učbenike do 4. letnika po nekem principu. Tole je recimo kazalo prvega dela prvega učbenika, za tiste, ki učbenika ne poznate še. Vidite najprej, da imamo ponovitev jezikovne snovi, potem pa te sklope, ki se jih držimo skozi vsa 4 leta. Se pravi, slovnica po jezikovnih ravninah, potem pravopis, vsako od teh 6 poglavij je po letnikih torej zastopano, nato besediloslovje in pa zgodovina slovenskega jezika. Torej gremo po teh 4 osnovnih sklopih, kot so tukaj v teh 4 barvah. Recimo za primer, kako izgleda ponovitev slovnice na začetku prvega letnika, recimo primer iz skladnje, torej to naj bi dijaki že poznali iz osnovne šole recimo. Samo skladnje je zdaj tukaj, so seveda še druge ravnine. Potem imamo recimo ponovitev pravopisa, gremo sistematično čez ves pravopis. Lahko povem, recimo, jaz si vzamem kar v prvem letniku kar en mesec časa, da to ponovim, da to vse ponovim in potem se mi zdi, da nekako se stvari malo bolj usidrajo, utrdijo in opažam napredek. Lahko bi rekel, da opažam napredek, če si vzamem ta mesec časa. Vem pa kot učitelj, da časa ni veliko in da je zelo dragocen. No, druga stvar je zavedanje, da je jezik sistem. Se pravi, da je jezik sistem znakov, ki so med seboj povezani. Mislim, da to za dijake predstavlja zelo pomembno
bi rekel, varnost oziroma neko zanesljivost, nek občutek, da vedno vedo, kje so in da lahko potem tudi gradijo recimo naprej. Se pravi, če nekako dijak usvoji to zavedanje, da je osnovna enota jezika beseda in da je ta sestavljena iz glasov in da se potem na drugo stran povezuje v besedne zveze, stavke, povedi in tako naprej, potem lahko na to pripne tudi celotno slovnico. In če dodamo še pravopis in pravorečje, kot neko pisno ali govorno uresničitev, recimo, potem se mi zdi, da imajo en tak, rekel, en mehanizem, eno orodje, s katerim lahko potem učinkovito tudi sporazumevalno zmožnost, ki je nekakšen cilj vendarle vsega tega našega pouka, v končni fazi tudi bolje potem obvladajo. No, recimo, jaz začnem pouk v prvem letniku z enim takim, recimo približno takim tekstom, preprosto besedilce. Tukaj bi opozoril tudi, da so besedila, ki jih imamo v naših učbenikih, so kratka, so obvladljiva. Vsako snov začnemo z besedilom, ampak res takim kratkim in vodenimi vprašanji, ki osvetlijo točno ta segment, ta vidik snovi, ki bo v tistem poglavju obravnavan. Cilj je pa tudi besedilo. Vsako naše poglavje se zaključi, oziroma vsak učbenik, prvi del in potem tudi drugi del posebej, se zaključita z razčlembo umetnostnega besedila s poudarkom na snovi, ki je v tistem delu učbenika v ospredju. Se pravi, tukaj kaj vidimo? Dijak, recimo z dijaki ugotavljamo, iz česa je pravzaprav besedilo sestavljeno. Iz besed, iz glasov, iz besednih zvez, iz stavkov, iz povedi in tako naprej, določamo elemente besedila kot take, kot neke celote. In tu recimo na to lahko potem kasneje pripnemo tudi pojem jezikovnih ravnin. Lahko začnemo tudi z druge strani, torej da začnemo z besedo in jo to besedo, recimo jezero v tem primeru, potem razvrščamo v večje enote oziroma jo seciramo na manjše enote, na posamezne glasove. In lahko dijaki potem ta koncept recimo ohranjajo skozi vsa 3 leta, vsaj prvi, drugi in tretji letnik, ko je več tega sistema, pa tudi potem smo v 4. letniku. Torej, logično nadaljevanje tega zavedanja je potem vpeljava jezikovnih ravnin. Torej, od glasoslovja preko besedoslovja in tako naprej do besediloslovja in oziroma ter pravopisa in pravorečja. Tole je primer recimo ene take naloge v učbeniškem delu, to niso še vaje, ampak je že tam pri razlagi, torej, kaj so jezikovne ravnine. Imamo na tako kratko besedilce in nekaj nalogic, ki osvetlijo točno ta vidik. In dijaki potem enostavno vedo, kje so, kje se nahajajo v 2. letniku, v 3. letniku. Tudi sam vedno ponovim na začetku, katere so jezikovne ravnine, kaj obravnavajo, kaj smo že povedali in kam gremo zdaj naprej. Se pravi, ta sistematičnost jim pomaga tudi pri usvajanju tujih jezikov, sem prepričan, še bolj pa pri maternem jeziku. No, tretji korak, še vedno smo pri korakih, je postopnost usvajanja jezikovne snovi. Tukaj je zbrano zdaj po letnikih v našem učbeniku, kako sami dojemamo postopnost, se pravi, kako smo se lotili tega. V 1. letniku vidite, je ponovitev jezikovne snovi najprej, kot sem že omenil, potem je poglavje o slovenščini, to je ta vidik, se pravi, socialnih zvrsti, položaja v družbi, jezikovnem prostoru in izseljenstvu. In pa potem se začne s slovničnim poglavjem, torej z glasoslovjem. Iz pravopisa je velika mala začetnica, iz besediloslovja je pa najprej nekaj osnovnih pojmov sporazumevanja in prvi sklop besedilnih vrst od predstavitev osebe, kraja, poti, vabila, zahvale do opravičila. No in še zgodovina slovenskega jezika, tudi ta je razdeljena na 3 letnike, torej prvi del, prvi letnik je od prain do evropščine do 16. stoletja. In potem je takole naprej. Prej gre v 2. letniku, imamo oblikoslovje, pa potem iz pravopisa tale rumeno obarvana nekako področja,
Iz besediloslovja imamo potem načine razvijanja teme, ker je to vendar malo kompleksnejša snov, zato šele v drugem letniku, in pa življenjepis, uradna prošnja, prijava, pritožba, intervju, referat. Zgodovina slovenskega jezika pa med 17. in 19. stoletjem. Tretji letnik je potem skladnja. Pravopis se posveča zapisovanju glasov in zapisovanju prevzetih besed, predvsem teh malce težjih mest. Besediloslovje pa se posveča nadpovedni skladnji, torej navezovanju, pomenskim razmerjem in pa novemu sklopu besedilnih vrst, publicistično poročilo, reportaža, komentar z oceno, esej in tudi šolski esej. Tukaj v tretjem letniku smo dodali tudi podpoglavje šolski esej, kjer poskušamo malo tudi razložiti, torej, kaj je razpravljalni esej, kaj je interpretativni esej, primere enega in drugega, nekako tiste tipične načine, kako pristopati k enemu in drugemu, tako da smo malo več pozornosti namenili tudi temu delu. Zgodovina slovenskega jezika, torej pa od 19. stoletja do sodobnosti. Četrti letnik bo imel predvidoma, ker še ni popolnoma zastavljeno vse dokončno, ampak načeloma bo tako, da bosta iz slovnice torej zagotovo besedotvorje in besedoslovje. Iz besediloslovja bo verjetno neko poglavje, ki bo namenjeno bolj taki kritični presoji in analizi besedil, predvsem z vidika tega, kaj z besedili pravzaprav lahko tudi vse storimo, počnemo v našem družbenem življenju, sploh s pojavom vseh teh družbenih omrežij in tako naprej, se je ta moč besedila še povečala. In pa drugi del učbenika 4 bo pa pogled k maturi, se pravi, bo pa ponovitev jezikovnega znanja ob maturitetnih tipih nalog. To vam bom zdaj za konec tudi na kratko pokazal, torej pod 4. točko, utrjevanje pred maturitetnim izpitom. Poglavje, torej ponovitev jezikovnega znanja ob maturitetnih tipih nalog. Tukaj se bom zdaj usmeril, ali zdaj vidite tale Wordov tekst? Ja. Wordovega ne. Wordovega še ne? Aha, samo trenutek. Tako, zdaj pa mislim, da bi moralo... Zdaj vidite Wordov dokument? Ja. Ja. Ja, se pravi, tole poglavje bo zastavljeno tako, da se bo po jezikovnih ravninah torej ponovilo ključno znanje s takimi tabelcami, preglednicami po točkah. Recimo tukaj sem za primer dal glasoslovje. Vse je nekako skladno s temeljnimi jezikoslovnimi pojmi, ki so zdaj po novem v PIK-u v predmetnem izpitnem katalogu za leto 2024 in je to usklajeno torej s tem. In kot vidite tukaj, če na hitro samo preletimo, so te ključne glasoslovne zadeve, do premen po zvenečnosti in potem takoj sledi kratka naloga ali sklop nalog maturitetnega tipa. Se pravi, ideja je, da pripravimo schematično ponovitev ravnine in takoj zatem ponovitev točno te ravnine na maturiteten način, tako kot so v izpitni poli 2, torej po tipih nalog, ki jih dijaki verjetno poznajo, ker verjetno vadite z njimi oziroma vadijo sami s pomočjo pol, ki so tudi na spletu dostopne. Torej, tako, recimo kratko besedilce, res samo, da se preveri ta glasoslovni vidik. In recimo še ena taka nalogica, prepoznate gotovo te maturitetne tipe nalog. Recimo primer oblikoslovja. Oblikoslovje je malo kompleksnejše, spet gre za ponovitev osnovnih teh pojmov, recimo posebnosti pri sklanjanju so kar pomembne, potem posamezne besedne vrste, recimo stopnjevanje pridevnikov, potem zaimki, samostalniški, pridevniški, s primeri tudi raba povedi, torej nekako bi to moralo biti dijakom pred maturo kar
zanimivo oziroma dobrodošlo, tako smo si predstavljali. Števnik, potem glagol, tukaj je malo kompleksnejše, prislov, predlogi, vezniki, členki. Seveda, to je res tisto strnjena ponovitev. In potem recimo spet za poglavjem o oblikoslovju imamo takoj spet tip nalog po maturitetnem nekako vzoru. Vidite recimo besedilo in potem nekaj takih značilnih nalog, ki se tudi v maturitetnih polah pojavljajo. Vezane samo na oblikoslovje tokrat. Tukaj samo oblikoslovje. Pa še ena naloga bo recimo zraven, spet kratko besedilo, da se ne zgublja preveč časa z branjem besedil. Vem, da to bi bilo idealno, da bi imeli čas, da bi se posvečali vsem, ampak včasih je potem potrebno pač se prilagoditi tudi temu. No in če se zdaj vrnem nazaj, samo še ena prosojnica je ostala, za zaključek. Tako. Torej, jezikovno uspešen dijak bo najprej svoj jezik razumel, to je sistematičnost, torej, če bomo sistematičnost gojili zavestno, bo svoj jezik razumel, potem znanje bo razvijal postopoma, ob 4 stebrih, ob slovnici, pravopisu, besediloslovju ter zgodovini z družbeno vlogo slovenščine, ki bo pri tem izhajal iz besedila in to uspešno tvoril ciljno besedilo, se pravi z raznimi besedilnimi vrstami, z eseji in z drugimi pisnimi pač izdelki. Dalje bo jezikovno uspešen dijak pri pisanju in govorjenju samozavesten, k temu veliko prispevata lahko pravopis in pravorečje, in ki se bo zavedal družbene, narodnostne in zgodovinske vloge jezika. To ima pa tudi kulturne in širše cilje, ne samo sporazumevalne. In ki bo imel, tako si želimo vsi, ki s temi mladimi delamo v razredu, slovenščino vsaj malo ali pa zelo rad. Tako, hvala za vašo pozornost. Hvala, dr. David Puc. Hvala tudi vsem današnjim predavateljem ponovno in vsem vam, ki ste se udeležili tega webinarja. Vem, da smo malo prekoračili čas, ampak odvija se zelo zanimiva debata tudi v chatu. Če je še kakšno vprašanje, kar na dan z njim, oziroma Kozmo Ahačiča vabim mogoče za kakršen koli odgovor, komentarček še tega, kar se je zdajle sproti tudi odvijalo v debati. Ja, najprej bi rekel, da smo zelo hvaležni za vsako vprašanje. Vi ste tisti, ki imate izkušnje in vi lahko bistveno pripomorete z vsakim vprašanjem, da zlasti tisti manj izkušeni profesori, ki mogoče ne bi našli sami odgovora, dobijo odgovor. Na vprašanje, ki je dovolj zapleteno, da je tudi vam prišlo na misel. Zdaj, mogoče bi samo na kratko povedal eno stvar, kjer se najlažje naredi kakšna didaktična napaka, to je razmerje med prislovnim določilom in predmetom. Skratka, v znanosti je to razmerje nemogoče določiti, zato ker gre za interpretacijo. In zato je nemogoče tudi pričakovati od dijakov, da bodo nek stavek interpretirali popolnoma enako, kot ga interpretiramo mi. Načeloma je najbolje vztrajati pri jasnih primerih in pa pri načelu. Če se lahko po nekem stavčnem členu vprašamo z vprašalnico za prislovno določilo, potem je to prislovno določilo. Če se ne moremo vprašati, potem je to predmet. Ampak tudi to načelo pri kakih 20%
primerov odpove, in če boste dali isti primer različnim raziskovalcem skladne, vam bodo različno odgovorili. Zakaj? Zato, ker to nima nobene veze z znanjem skladne, ampak je povezano z interpretacijo besedila. Tako kot je lahko v pesmi določena stvar metafora za različne stvari, tako se lahko tudi določen del stavka različno razume. Zato pa tudi vztrajanje, da se takšne stvari večinoma določa znotraj besedila. Ampak v učbeniku je to, upam, zelo jasno pojasnjeno, zato ker smo se s tem res veliko ukvarjali. Verjemite, jaz sem pri izdelavi zgodovinskega slovarja slovenščine se ves čas ravno s tem vprašanjem pri stavčnih členih ukvarjal, zato ker je včasih to skladniško določanje zelo pomembno, da lahko neko starejšo stvar preformuliraš. Tako da vse res vabim, da čim več, da postavljate čim več vprašanj. Mi si bomo vedno vzeli čas in nanje odgovorili, zato ker je to zelo pomembno. Pri slovenščini je predolgo vladalo neko prepričanje, da so stvari tako zapletene, da potem nekdo pove, kako je pravilno, in je to edina zveličavna resnica. Ta nov slovnični model je narejen tako, da z znanjem, ki se ga pridobi v srednji šoli, lahko vsako nalogo na srednješolski ravni rešimo. Seveda, če se pa želimo povzpeti na akademsko raven, potem pa je vsaka stvar zelo hitro relativna. No, in tu mi je bil v velik navdih, mi je bila tudi pripomba glede logičnega osebka, če je nekaj napaka ali ni. V bistvu ni napaka, zato ker je logični osebek spet stvar interpretacije. In v bistvu vsaka stvar, ki jo mi dojemamo kot logični osebek, je lahko logični osebek. In to, da se je šlo to snov dajati v učne načrte za srednje in nekdaj celo osnovne šole, je unikum v Evropi in kar velika napaka. Zato, ker gre tudi dejansko za stvar neke višje interpretacije, ki potem samo zmede slabše in povprečne dijake, z njo pa skoraj nič ne doseže. Hvala Kozmi Ahačiču za pojasnilo in dodatno dopolnitev teh odgovorov. Mislim, da bomo za danes zaključili, pa še enkrat povabili k vprašanjem, k sodelovanju. Tako kot smo povedali, naredili smo posebno rubriko na našem portalu Pogosta vprašanja, odgovarjali bomo na nje in verjamemo, da bomo na ta način gradiva naredili še bolj živa, uporabna za učitelje in za dijake. To povezavo vidite v vašem vabilu na ta seminar. Vprašanja lahko pošiljate na elektronski naslov učbeniki@mladinska-knjiga.si. Lahko še zastavite zdajle mogoče zadnja minutka, če bi še kdo želel vseeno kaj izpostaviti ali zapisati. Če ne pa... Sicer pa lahko tako rečemo, mi bomo skušali organizirati tudi srečanje v živo in takrat, verjemite, je najlažje potem
tudi ob kakem srečanju, ob kavi, v odmoru ali pa v manjših skupinah zastaviti tudi vprašanja, ki se nam mogoče zazdijo takšna, da jih v velikem auditoriju ne bi postavljali. Jezik je namreč vedno zanimiv in vedno imamo vprašanje in hvala Bogu, da jih imamo. Tako je. No, in s to mislijo zaključimo današnje srečanje. Še enkrat res hvala vsem, ki ste se udeležili tega webinarja v zelo visokem številu. Hvala vam vsem predavateljem, avtorjem naših gradiv Moč jezika. Lepo vas pozdravljam in želim vesele velikonočne praznike. Srečno. Nasvidenje, srečno. Nasvidenje. Nasvidenje, srečno.